Najlepša hvala za povabilo, predvsem gospodu Volvantu in Fit Mediji. Hvala lepa za današnjo predstavitev, v okviru katere bi nekako mogoče prikazal možnosti materiala kot lesa, zato da nekako naredimo mogoče največji vpliv ravno na tem gradbenem segmentu. In bi danes govoril predvsem o leseni gradnji. Z naslovom Trajnostna in okolju prijazna gradnja lesenih stavb se nekako v podjetju CBD ukvarjamo zadnjih 15 let. V okviru prezentacije bi želel vam predstaviti projekte, ki smo jih izvedli, predvsem pa nekako v okviru začetka predavanja, zakaj nekako dobiva les ponovno vrednoto, nekako zaradi vseh teh tehnologij, ki so danes prisotne pri predelavi lesa, kjer ga lahko nekako preoblikujemo v željene elemente, ki imajo nekako bolj ustaljene dimenzije, lastnosti, kot sam raščen les, smo prišli s pomočjo nekih tehnologij pri pridelavi, pri načrtovanju do form, ki jih je mogoče zelo težko doseči s katerimkoli drugim gradbenim materialom. In danes lahko govorimo, da je to postal skoraj vodilni material na področju trajnostne gradnje, kjer je pa potrebno ogromno znanja, da tak material pravilno vgradimo, ga obdržimo v celotnem življenjskem ciklu in na koncu ponovno uporabimo. Jaz vsakemu, ki se dejansko srečuje z leseno gradnjo v slovenskem gradbeništvu, postavim vprašanje, če se zaveda, zakaj je les najboljši material za gradnjo. In dejansko v tem, kar se danes pogovarjamo, je les najboljši gradbeni material ravno zaradi tega, ker po odsluženi življenjski dobi propade. In tako kot drugi gradbeni materiali ne obremenjuje in ne onesnažuje okolja. In tega se moramo zavedati. In če naredimo napake v samem tem procesu, moramo vedeti, da lesena konstrukcija, ki je vlažna, trenutno je vlaga eden tistih poglavitnih pomenov, na katerega najbolj dejansko vplivamo lahko z nekimi napakami, da nam pripelje objekt v izjemno kratkem obdobju, samo konstrukcijo objektov, o kateri danes govorim, do propada. In jaz lesene gradnje vedno ločim na to objekte z leseno konstrukcijo in objekte z lesenimi oblogami. Kadar govorimo o fasadah, so to neki drugi načini, druge izbire lesnih vrst, tudi drugi tretmaji. Kadar pa govorimo o leseni konstrukciji, ki morajo izpolnjevati svoje zahteve stabilnosti in nosilnosti preko 50 in več let, pa je potrebno zagotoviti, da so te lesene konstrukcije absolutno suhe. No in v okviru tega se nam dejansko z nekimi novimi tehnologijami dogaja nek preporod, doživljamo neko renesanso na področju inovativnega, trajnostnega gradbeništva in moje predavanje je predvsem vezano na to, da vam danes predstavim tehnologijo križno lepljenih ploskovnih elementov. Moramo vedeti, da les kot gradbeni material je izjemno kompleksen in tle bi pričakoval mogoče to, kar že 10 let opozarjam, da se predvsem izobraževalne inštitucije lesu kot gradbenemu materialu lahko bolj posvetijo. Tukaj na tem področju mogoče fakulteta za gradbeništvo in fakulteta za arhitekturo sta tisti dve članici univerze v Ljubljani, v Mariboru in na Primorskem, kjer dejansko bi lahko les dobil podobno težo, kot ga imata armirani beton in jeklene konstrukcije. Moramo vedeti, da se srečujemo kot projektanti z izjemno nehomogeno strukturo, naravno spremenljivo gostoto, mehanske lastnosti so odvisne od raščenosti lesa. Dejansko se nam dogajajo določene deformacije zaradi spreminjanja vlažnosti lesene strukture, od trajanja obtežbe. No in vse to vpliva na nekako kvaliteto projekta, ki ga izvedemo, in v končni fazi tudi na kvaliteto objekta v njegovi eksploatacijski dobi. In če pogledamo, dejansko ima les izjemno
ekobilanco, saj na koncu lahko v kubičnem metru lesa skladiščimo ogromno ogljikovega dioksida in na koncu koncev lesena konstrukcija, predvsem to tehnologijo, ki bom danes predstavil, ima izjemen potencial, da po odsluženi življenjski dobi, se pravi škatlasto leseno masivno konstrukcijo, razgradimo, preformatiramo in jo lahko ponovno montiramo v neki drugačni obliki za nek drugačen namen vsebine. Ne bom se dolgo zadrževal na samih mehanskih lastnostih. Dejansko dogaja se nam to, da zaradi zelo raznolikega odziva na obtežbo in deformacije je material veliko težje obvladljiv, računsko obvladljiv kot ostali materiali, kot sta jeklo in armiran beton. Vendar so nam pa neke nove tehnologije to olajšale in omogočile, da v okviru ploskovnih lepljenih elementov dosežemo zelo enakomerne lastnosti in dejansko z ploskovnim lepljenjem, plastovitostjo uravnavamo mehanske lastnosti v različnih smerih. Trenutno se najbolj uporablja to ortogonalno križno lepljeno strukturo po plasteh, ampak lahko si predstavljate, da tukaj glede na navodila statika, načrtovalce in tako naprej lahko ustvarimo razne strukture pred različnimi koti in dejansko ta razvoj gre neizmerno naprej, ne samo za uporabo mehkih vrst lesa, temveč tudi ostalih hitro rastočih platažnih vrst lesa, recimo trdih drevesnih vrst in tako naprej. Tudi drevesna masa, struktura gozda se spreminja in dejansko se tehnologija pri pridelavi lesenih izdelkov temu prilagaja. In na koncu pri ploskovnih elementih imamo v naboru neke standardne dimenzije, neke standardne konfiguracije, ki jih bomo recimo z množično proizvodnjo in prilagodljivo tehnologijo lahko nekoliko tudi dejansko posodobili na ta način, da bomo lahko delali optimalne zasnove in da ne bomo vezani toliko na standardizirane procese, ki nas trenutno pri snovanju zelo omejuje. Posebnost v ploskovni strukturi, ki je križno lepljena, je ta, da lahko obtežbo prenašamo v različnih smereh, poleg tega pa ploskovno stabiliziramo predvsem to krčenje, ki nam je v celotni zgodovini razvoja lesenih konstrukcij povzročala mnogo težav. In če pogledamo prve brunaste sisteme, kjer je les zložen v nekih vodoravnih strukturah z obdelanimi ali neobdelanimi hlodi, z nekimi brunami, je dejansko težavo predstavljal sistem deformacij po sami višini in dejansko se taki sistemi niso mogli nekako finalizirati in zaradi tega je nekako njihova uporaba zastala na nekih osnovnih bazičnih objektih. Za samo križno lepljeno strukturo pa dejansko te ploskovne elemente stabiliziramo in na ta način lahko izvajamo mnogo višje konstrukcije in predvsem lahko jih oblagamo z nekimi obložnimi materiali, ki predstavljajo ali fasadne elemente ali notranje obloge in dejansko stabilna struktura ne povzroča težav z pokanjem ali kakršnimikoli drugimi poškodbami krhkih elementov. Na osnovi tega se vedno bolj razvijajo tudi furnirni elementi, se pravi ne samo z križno zloženimi deskami v različnih smereh, ki so lepljene po plasteh, temveč tudi furnirji, kjer se hlodovina olupi, poparjena hlodovina in na koncu furnirji, glede na različno raščenost lesa, lepijo ponovno v to strukturo. Imamo velik nabor raznolikih elementov, se pravi od masivnih prerezov, ki jih danes zaradi izločanja napak dolžinsko lepimo, zaradi tega, da dobimo nekako elemente z bolj homogenim prerezom, lahko se tudi CNC obdelajo zaradi manjših težav pri torzijskem zvijanju, kot jo ima element omejene dolžine v samem naravnem lesu. Potem pa imamo mnogo možnosti, kjer lahko recimo te elemente lepimo tudi v takšne strukture, kjer pa ravno z eliminacijo vseh teh napak dobimo še mnogo boljše mehanske lastnosti. Tu imate primer recimo bukovih nosilcev, hrastovih nosilcev in dejansko vrsto različnih sestavljenih prerezov,
kjer sta jeklo in les zelo kompatibilna materijala in danes praktično pri izračunu lesenih konstrukcij lahko njihov odziv in dinamiko narekujemo z izračunljivostjo veznih sredstev v lesenem mediju. In to nam je dalo neke nove možnosti, da se lahko recimo čez razvoj danes srečamo z masivnimi konstrukcijami, ta sistem imenujemo cross-lam sistem in dejansko prehajamo iz nekih montažnih lesenih objektov, kar je dejansko sinonim bil v preteklosti za neke sandvič sisteme, kjer se pri proizvajalcih montažnih lesenih objektov stenski elementi in medetažni elementi sestavljajo v delavnici. Vsekakor je osnova lesen okvir, na katerega so pripete neke obložne plošče, ki zagotavljajo stabilizacijo objekta za vetrovanje, v ta prekat se pa vgradi toplotna izolacija, razpelje, inštalacija in tako naprej. Vendar v teh objektih, če že pogledamo samo iz možnosti razgradnje, imamo opravka z ogromno količino mešanega materijala, ki ga je težko razdeliti in na tak način reciklirati. Kadar pa imamo opravka z masivnimi križno lepljenimi sistemi, pa je dejansko to enovito voj, nekako mi pravimo, da je to najbližja alternativa klasični gradnji, kjer samo konstrukcijo zamenjamo ali z opечно ali z betonsko konstrukcijo in nadaljna obrtniška dela in faze na objektu potekajo nekako podobno kot pri klasični gradnji. Seveda največ s pritrjevanjem ali z disperzijskimi lepili, cementna lepila na cementni bazi pač v teh primerih pridejo v poštev. No in sam svetovni trend v leseni gradnji se dejansko odraža v zadnjih 10 letih, da prehajamo vedno bolj nekako v višino. Investitorji so našli na tem področju nekako možnost, da naredijo nek presežek, svetovni presežek, kar se v drugih konstrukcijskih sistemih trenutno ne da. In danes imamo objekte že preko 20-25 etaž, projektirajo se že višje in vsekakor s tem tudi poraba lesa eksponentno narašča. Ne želimo si tega, kar se pač je zgodilo že v preteklosti z predelovanjem železove rude ali recimo na drugih kontinentih z celotnimi goloseki, sekavanjem gozdov za poljedelstvo in za druge namene, da bi z strahovito enormno porabo lesa, ki jo narekuje lesena gradnja, prišli do težav s to surovino. Namreč ta surovina je obnovljiva, moramo vedeti, da jo imamo na razpolago toliko, kolikor je letni prirast, vendar naraščanje same lesene gradnje lahko privede do tega, da se bomo srečali v bodočnosti ponovno z pomanjkanjem lesne surovine. No in v okviru tega se tudi v podjetju in v povezovanju z različnimi inštitucijami ukvarjamo, da se razvijajo neki rebrasti elementi, kjer na samo križno lepljeno strukturo nalepljamo se pravi neke dodatne elemente in na osnovi tega povišamo mehanske lastnosti, s tem pa zmanjšamo porabo materijala. In ravno križno lepljene rebraste plošče so v nekih razponih, ki se običajno v konstrukcijah dogajajo, se pravi, če gledamo nek razpon med 2 in 12 metrov, je ravno neka vmesna sredina nepokritosti, kjer bi lahko z uporabo tovrstnih plošč izjemno zmanjšali porabo surovin. Poleg tega so že določene prednosti pri nosilnosti, požarni odpornosti in tako naprej, ampak nekje ocenjujemo, da s to tehnologijo bi lahko prihranili do 30% surovine. To smo nekako aplikacijo razvijali v okviru projekta HCLTP, Hybrid Cross Laminated Timber Plates, kjer smo na osnovi tega patentirali in nekako v evropskem prostoru zaščitili ulepljen stik, kar nam da možnost, da z enostavno lamelo pri sami kompoziciji križno lepljene plošče lahko za njeno postavitvijo in samim načinom hidravličnega ulepljenja poskrbimo, da je ta lamela v samem proizvodnem procesu stabilna, zaradi njene imperfekcije lahko z bočnim stiskanjem izravnamo, hkrati pa dobimo zelo robusten stik, ki je vezan na samo osnovo križno lepljene strukture. In s tem patentom, ki ga dejansko imamo kot Slovenija, zaščitenega tudi v ostalih, mnogo bolj razvitih evropskih deželah glede predelave lesa, mislimo, da bi lahko slovenska lesna industrija predvsem v tem pogledu
dosegla nek preboj in s takim produktom prodrla tudi na druga, bolj razvita tržišča, ki trenutno prodajajo gradbene konstruktivne elemente nam. In mislimo, da v bodočnosti, če bomo našli tle nek skupen dialog, predvsem z vlagatelji in lesno slovensko industrijo, lahko naredimo velik preskok in preboj na tem področju. Za konec bi vam pokazal samo par primerov različnih objektov, kjer lahko vidite, da za tako škatlasto, se pravi izjemno togo, lahko strukturo, rešimo zelo zahtevne arhitekturne izzive, velike previse, konzole, imamo možnosti stenske elemente uporabiti kot izjemno visoke nosilce, škatlasta struktura, ki je povezana v celoto, kljubuje vsem različnim zunanjim dejavnikom. Z Japonci smo se pogovarjali celo za projekt, kjer bi lahko v primeru cunamija vzgornja etaža kot škatlasta, ki bi izplavala v primeru povišane vode in dejansko s cunamijem potovala na neko oddaljeno mesto, in ko bi se voda odtekla, bi dejansko na tak način lahko zaščitili tudi življenja na teh nezgodnih področjih. Potem imamo en primer zelo previsnega objekta na obeh straneh z velikimi konzolami, ki je temeljen samo na sredini in dejansko z različnimi konstrukcijskimi sistemi, jeklo, lesena okvirna konstrukcija, lesena križno lepljena konstrukcija, lahko dosežemo dejansko potrebno kapaciteto, stabilnost in Nekaj je bilo že tudi višjih objektov v Sloveniji, to sta dva primera 4-etažnih objektov, potem mnogo je nekih drznih oblik, recimo v obliki ladijskega trupa, šolska telovadnica v Celju, kjer je dejansko ta lesena masivna struktura omogočala tako oblikovanje nosilcev. Potem imamo primer največjega squash igrišča na svetu, kjer je 8 različnih igrišč v 14-metrskem volumnu postavljenih v samo notranjost objekta. Objekt Squashland je v Ljubljani, se pravi tudi v času ne zaprtja, ampak v normalnem obratovanju je prosto dostopen, si lahko notranjo strukturo ogledate, kjer je dejansko celotna konstrukcija vidna. Potem imamo primer, kjer smo ga poimenovali Green over Grey, kjer smo preko industrijskega objekta Aquafil ali Julon dejansko poveznili čez poslovne prostore in nekako v tem konceptu naznanili, da bi lahko to sivino industrijskih objektov za takim pristopom, trajnostnim pristopom dejansko revitalizirali. Primer enega večjih nadstreškov v Sloveniji, kjer smo letalsko krilo, se pravi strukturo letalskega krila, dvignili na pozicijo in dobili zelo impozantni nadstrešek. Primer izvedenega bivaka, kjer smo dejansko najprej bivak v dolini sestavili, vse obložne elemente, pločevine, krovno konstrukcijo na njega prilagodili, potem vse to pripeljali na goro in tam v izjemno kratkem času to zmontirali. No in v tem primeru bi vam za zadnji projekt samo predstavil še po paviljonu Expo v Milanu, kjer smo bili vez med arhitektom in izvajalcem, podjetjem Lumer, kot konstrukter in statiki, smo projektirali, konstruirali tudi objekt v Dubaju, da smo nekako, lahko rečem, kot projektanti bili najbolj usposobljeni za to, da vemo, kako ga izvesti, smo prevzeli na koncu tudi izvedbo. Da je bila situacija še bolj napeta, so prišli časi covida in dejansko, ko bi morali odpotovati na montažo 21. marca, so se meje in letalske linije zaprle in še sreča, da ko smo se kot projektanti pripravljali, da bomo šli dol na montažo z samo 4 do 6 monterji, smo praktično v mesecu januarju, februarju in marcu zelo veliko delali na tem, da zelo poenostavimo celoten postopek in zato smo mnogo predmontaže naredili že tukaj. In potem se nam je to zelo obrastovalo, kajti nadalje smo pa z nekimi dodatnimi orodji uspeli v to znanje, ki smo ga tu vložili, prenesti celo lokalnemu izvajalcu, ki ni imel nobenega znanja o leseni konstrukciji in je lahko nekako tako drzno strukturo sploh s pomočjo naših video usmeritev, videokonferenc izvedel do konca.
In tukaj smo si pomagali z raznimi orodji, kot naprimer vidite tle, kako je celotna konstrukcija križno lepljenih plos sestavljena, se pravi izvajalca smo naučili, kako dejansko iz kontejnerjev, kjer so posamezni elementi po label etiketah, lahko dejansko prepozna, kam element gre, na kak način ga vgradi, kakšna je njegova teža. Temu smo pa še dejansko naredili 3D risbe, kjer smo prikazali celoten vezni material in glede na zelo specifično ukrivljeno kupolo in polnila dejansko pripravili dodatno dokumentacijo in namesto, da bi 500 monterskih ur zapravili za montažo tega parasola na sami lokaciji, smo vložili preko 500 projektantskih ur tukaj v Sloveniji, da smo lahko z zunanjim izvajalcem na sami lokaciji to izdelali. No in jaz upam, da bomo drugo leto nekako v bolj normalnih časih in da si boste lahko slovenski paviljon tudi uživo ogledali. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in sem tudi pripravljen govoriti na kakršnokoli vprašanje. Hvala.